dni je v Kranjski Gori večja verjetnost, da vam bo spodrsnilo v blatu, kot pa na ledu. Zaradi visokih temperatur in pomankanja snega je smučanje na kranjskogorskih strminah zelo okrnjeno. To pomeni za samo smučišče Kranjska Gora od 20. decembra pa do današnjega dne izpad prihodka v višini 70%, kar je ogromno. Smuka tukaj v Kranjski Gori res da ni idealna, obratujeta le 2 vlečnici, a kljub temu gostje ostajajo zadovoljni. Jako lijepo. Prvi put smo i predivna je priroda, sve lijepo. Dobro, nije. I tako smo mi početnici to, pa je to isto u redu. No, sve okej. Zadovoljni so tudi hotelirji, ki v tem času beležijo kar 85% zasedenost. Prav tako nimajo pretiranih težav z odpovedmi rezervacij. People still come and because they also come to be with the family, to enjoy themselves, to have a good time. And of course skiing would make it more complete, but so far the guests are actually quite happy. Manj pa so zadovoljni v smučarskih šolah, kjer imajo kar polovico manj tečajnikov kot običajno v tem času, prav tako trpi izposoja smuči. Ogromno imamo smuči, ki so ostale v izposojevalnici, pa tudi te, ki so šle ven, pridejo zelo v slabem stanju nazaj, zaradi tega, ker so proge ozke in včasih ljudem malo uide tudi na travo. Edina pozitivna stvar, če bi temu lahko tako rekli, je, da so cene smučarskih vozovnic nižje za 20%. Cene so znižane tako dnevnih vozovnic kot večdnevnih, znižana je tudi cena nočne smuke. Pa cene so prihvatljive. Tako, lahko bi bile malo manj. Kranjskogorčani tako upajo, da bo sonce zanje posijalo v vsaj drugi polovici zime, da bodo lahko nadoknadili vsaj del izpada dohodkov.